prihajajoče študijsko leto začele že v lanskem letu, tako da je tu seveda vključenega veliko tistega, kar naša sedanja ekipa ni bila vključena, vendar smo, mislim, da dodali tudi že nekaj svojega okusa v ta začetek. Katere so tiste novosti v tem letu, ki so najbolj zanimive? No, nekaj je sicer res novih študijskih programov, ampak takole lahko bi rekel, da se kaj hudo novega, vsaj na zunaj, ne dogaja. Čeprav na nekaterih fakultetah ponujajo tudi kakšne nove laboratorije, vendar bo res nekaj zelo novega šele, ko bo zgrajena medicinska fakulteta. Ti študentje, ki žanjejo uspehe v tujini, pa pri nas za njih nekako ni posluha, ko se vrnejo, kaj jih čaka? Zagotovo smo jih zelo veseli takih uspehov, zagotovo takim študentom damo neke nagrade. Ampak to seveda ni tisto bistveno. Bistveno je, da take skupine vključimo torej jim omogočimo, da te svoje ideje razvijajo naprej. Ali računate in želite, da boste te študente vključili v Mariborski tehnološki park, ki nekako ne zaživi? Natanko to. Reče se mu sicer Znanstveni park Univerze v Mariboru, je že nekaj časa ustanovljen kot zavod, zdaj ga ponovno aktiviramo in sicer tudi preimenovali ga bomo v Razum, torej ta razvojno-umetniški center univerze, ampak je pomembno to, da skratka ustvarimo eno tako dobro spodbujevalno okolje, da te ideje zrasejo. Prej ste omenili, da upada vpis novih študentov. Zakaj in kaj boste storili, da bo prišli novi? Ja, zdaj eno razlago o tem pojavu zmanjševanja je povezana seveda, bom rekel, z demografsko sliko Slovenije. Ta populacija je danes 19-letnikov neprimerno manjša, kot je bila pred 30 leti. Zajema okoli malo manj kot 20.000 za celo Republiko Slovenijo in razpisanih mest je okoli 19.000, malo manj kot 19.500. Seveda pa je to razmislek za vse fakultete. V mesecu oktobru moramo to narediti v zvezi s tem, ali bomo v prihodnje, v letu 2012 in pa 2013, zmanjšali število razpisanih mest po študijskih programih posameznih članic.